V minulem letu je pri založbi Družina izšla knjiga Na pravi strani zgodovine ameriškega avtorja Bena Shapira. V njej se dotika vprašanj in išče odgovore na to, kako sta razum in etična opredelitev naredila Zahod velik. Shapiro pričujoči knjigi razgalja, zakaj se je zahodna civilizacija znašla v krizi glede lastne biti in idej. Kako nam to podaja, smo se pogovarjali z doktorjem Dragom Ocvirkom. Ben Shapiro, letnik 84, je ameriški konzervativni politični komentator, avtor več kot 10 knjig. Prvo knjigo o tem, kako univerze spirajo možgane študentov in jih indoktrinirajo, je spisal že pri 20. Z njo je s svojimi stališči že nekajkrat sprožil burne odzive liberalcev, med nekim predavanjem na fakulteti celo v taki meri, da sta morali posredovati varnostna služba in policija. Na pravi strani zgodovine je njegova najnovejša knjiga, v njej si Shapiro že povsem na začetku zastavil dve vprašanji. Zakaj nam gre, se pravi nam zahodni civilizaciji, tako dobro in zakaj si vztrajno spodkopavamo tla pod nogami? Gospod Ocvirk, kaj bi rekli vi? Kaj pravi Shapiro, zakaj pa kaj menite vi? Shapiro izhaja iz podmene, da naša zahodna civilizacija stoji na dveh temeljih, na krščanstvu in na grškem racionalizmu, na grški filozofiji. In povezava oziroma interakcija teh dveh sicer različnih polov omogoča to, kar je zahodna civilizacija. In po zaslugi torej teh izhodišč je naša civilizacija postala, pač tako je, vodilna civilizacija v svetu, ni kaj. In to na več področjih, kar zadeva etiko. Imamo tukaj krščanstvo za svojo zahtevo po spoštovanju vsakega človeka, po ljubezni do bližnjega, ki ne poznamo ta krščanski univerzalizem, to je etično področje, ki je nekako svoj vrhunec doseglo v deklaraciji človekovih pravic. Druga plat pa je grški racio, grški razum, filozofija, kjer pa je ta zadeva pripeljala do znanosti, kakršno poznamo. In če že zdaj, ko je ravno epidemija, govorimo, poglejte, kaj je znanost na področju medicine naredila. In nihče ne more reči, da ta zahodna medicina ni danes svetovna medicina. Jo uporabljajo na Kitajskem, v Indiji, kjerkoli drugoče, v islamskem svetu, ki so zunaj tega zahodnega kroga. Se pravi, te zadeve, tako človekove pravice, krščanskega izvora, znanost grškega izvora, so objele ves svet. No, imam pa v mislih seveda sam še ne drugega misleca, zgodovinarja Toma Hollanda, Angleža, ki je napisal temeljit razvoj zahodne civilizacije. On pa še bolj pokaže, kako je v celoti zasidrana zahodna civilizacija v krščanstvu samem. On je namreč strokovnjak za antiko in je napisal izjemne zgodovinske študije o Perziji, Grčiji, Rimu. Pol pa ugotovi pravzaprav, pa moja etika ne ustreza nobeni etiki antičnega sveta. Moj pogled na svet nobenemu antičnemu pogledu, odkot se je potem vzelo. In pravi, jaz nisem veren. Kot otrok sem vero izgubil, ko sem videl ene slike, bil je anglikanskega ozadja, ko sem videl ene slike dinozavrov v raju. In seveda dinozavri so, to so pa že vedel kot mali deček, so izumrli davno pred človekom. In takrat sem jaz vero izgubil.
Ampak kot zgodovinar pa ugotavljam, da zahodna civilizacija v celoti temelji na krščanstvu. In to je zanimivo, če potem nekako primerjamo Shapira, ki je, rečemo, politični analitik, in pa zgodovinarja, ki je pa poznavalec zgodovine. To je pomembno zaradi tega, ker Shapiro se tudi osredotoči na nek zgodovinski razvoj zahodne civilizacije. Tukaj je torej ena razlika med zgodovinarjem in Shapirom v tem smislu, da zgodovinar, ki ni veren, še bolj poudarja pomen krščanstva kot Shapiro. Ampak zakaj pa po tvoje misliš, ker tako težko nam priznati to krščansko dediščino? To je res, sploh v Sloveniji je prav to noro, kako je to treba zanikati? No, tukaj le bom ostal pri Hollando, ki je ravno to dokazuje v svoji knjigi, si zastavlja to vprašanje. Pravi, vse revolucije, ki so uspele, so tako integrirane v civilizacijo samo, da jih niti ne opazimo. Krščanska revolucija, on jo postavlja v znamenje križa. In zdaj, ko smo v posebnem času, lahko to dodatno poudarimo, kaj se zgodi. Veste, bogovi vse posod, predniki vse posod, karkoli so si že ljudje predstavljali o onstranstvu, so vedno podpirali zmagovalce. Prvič in edinkrat v zgodovini se zgodi, da je Bog na strani križanega, zavrženega, popljuvanega. In odtot čist nov pogled na človeka, na medčloveške odnose, in to je tista strahovita originalnost in neponovljivost krščanstva. Torej, in danes nam je tako samoumevno, da se zavzemamo za malega človeka, za vse tiste, ki trpijo, da skrbimo recimo za bolnike, za ostarele. Pravi, to je vse sad te Jezusove revolucije. Druga stvar, ki je recimo uspela revolucija, je ločitev svetne in duhovne oblasti. Teoretično je bilo v prvem tisočletju to jasno in je to, bi rekel, teoretično delitev, ki je že Evangelijev, dajte cesarju, kar je cesarjevega, Bogu, kar je Božjega, cerkev nosila naprej. V 11. stoletju pa to postane resničnost, postane zgodovinsko dejstvo in spet ta revolucija, ki jo je naredil v Canosi papež, je zaznamovala zahodni svet. Nikjer drugod ne poznajo te ločitve. No in, kot sem rekel, mi se niti ne zavedamo tega krščanskega kvasa naše civilizacije, neuspele revolucije, kot francoska, oktobrska, pa ne vem kakšne še vse, seveda te pa vedno znova hočemo ponavljati. Pa se gremo neke marksizme, pa se gremo neke socializme, pa ne vem kaj vse. Bi rekel, delamo popravne izpite iz neuspelih revolucij. In zdaj smo v času takega popravnega izpita iz neuspele revolucije, bomo spet tolkli po krščanstvu in bomo spet povzdigovali tisto, kar je že enkrat, dvakrat ali celo trikrat propadlo. Ker kljub vsemu se nočemo zavedati tega dejstva, doslej so vse revolucije žrle svoje otroke, ne? Tako. Če vzamemo zadnjih 200 let ali pa 250 let, se točno to dogaja. Imate te, bi rekel, revolucije duha,
ki jih sproža krščanstvo, in imate revolucije, da tako rečem, telesa, ki jih sprožajo različni materializmi, in tukaj potem ne preostane drugega, kot da druge pobiješ, ne? Pač njihovo telo odpraviš, ker je moteče. Medtem ko gre v revoluciji duha za to, da teče pogovor, teče razprava, drugemu prisluhnemo, je en ustvarjalni dialog. No, saj tako tudi Shapiro, mislim, da v 3. poglavju se prav temu posveti, se sprehaja skozi zgodovino, opisuje to, in če pravi, da je v preteklosti človekov napredek temeljil na zavedanju judovsko-krščanskih vrednot, se je danes zgodilo ravno nasprotno. V današnjem času pa smo se ljudje predali moralnemu subjektivizmu in politični korektnosti, s katero na vseh koncih omejujemo naše individualne pravice. Ja, se pravi, zdaj so čustva, čutenje, občutek je predvladal nad tistim, kar je skupno, skupno pa je vendarle neka racionalnost, ne? Najbolj k temu teži razum. Sicer pravijo, da je najbolj pravično med ljudmi porazdeljena neumnost, ampak je še vedno tukaj, ne? Čeprav ne ne? Ampak razum ima to sposobnost, da se korigira. Medtem ko občutki, občutja je pa nekaj absolutnega, ampak tudi posamičnega. Jaz imam takšna občutja, jaz hočem, da je tako, ne oziraje se na druge, ne? In to je pač postalo vodilo sodobnega individualizma in na podlagi svojih občutkov zahtevajo ljudje, da jim da skupnost to, da jim da skupnost ono. Vse, kar jaz čutim, da meni paše, razumem kot pravico, ki ima absolutno vrednost in jo morajo vsi spoštovati. In to je tisto, kjer se začne potem neka civilizacija lomiti. Ja, ampak mi zdaj s temi pravicami v bistvu posegamo v individualne pravice na koncu, ne? Ni več tiste meje, ne? Če je še nekaj let nazaj veljalo, da se omejuješ do drugega, ne? Svoboda je do tam, kjer ne kršiš svobode drugega. Zdaj to pod nekimi paradigmami, pa z temi parolami, ne? Ravno se nam paradoks dogaja, vedno znova, ne? Ja, glejte, nekako nam Shapiro tu pomaga razumeti že tale tako imenovani volk, ne? To prebujanje raznih skupin. Naprimer, najbolj trenutno je glasna ta črnska skupnost, boj za črne pravice, kjer je rečeno, da so belci, moški, kot taki, izkoriščevalci, po definiciji so pokvarjeni, ne? In da zaradi tega grejo črncem posebne pravice, da so pa oni sistematično, to je pomembno, sistematično zatirani, ne? Kar seveda v svoji knjigi Shapiro ravno ovrže. Ne nazadnje imate vi tudi v Ameriki vrsto uspelih ljudi, ki niso samo beli ali pa čisto beli, ne? Se pravi, vsako posploševanje je pač nasilje nad drugimi. Treba je pogledati konkretne primere, konkretne probleme in jih kot take reševati. Vi ne boste problem rasizma, kolikor obstaja, rešili s tem, da boste za rasiste razglasili belce in zahtevali, da se belci pokesajo, trkajo na prsa, posipajo s pepelom, umaknejo z vseh položajev, zginejo v mišje luknje, ker je to potem antibelski rasizem, ne? Se pravi, nismo nič naredili, ne? Zato, da bi rešili eno skupino, smo uničili drugo. Drug tak
primer je recimo ženske. A ne? Zdaj se na veliko govori, ko smo imeli tale dan žena, ne, se na veliko govori pa spopadajo, da obstajata dve vrsti žensk. Ene so tiste, ki imajo po naravi ženske organe, druge so pa tiste, ki se počutijo ženske, ne, transseksualke. In poglejte, v Ameriki so zdaj že naredili tako, da transseksualke tekmujejo na področju ženskih športov in jasno, da tam zmagujejo, ker imajo moške mišice in so moški, ne. In zdaj se pa ženske borijo, feministke, proti tem pojavu, češ da zdaj so pa moški pod krinko transseksualizma udrli v njihov svet in imajo še manj pravice, kot so prej imele po tako imenovanim patriarhalnim moškim in patriarhatom. Potem naslednja, recimo, to je pa že tudi prišlo v Francijo, vidim zdaj na univerzi, tako imenovana islamofobija. Zaradi nje mečejo že profesorje z univerze, kakor hitro se profesor dotakne vprašanja islama, islamizma kot idejnega sistema in ga skuša obravnavati, tako kot obravnavamo krščanstvo na univerzi, hinduizem, budizem, je to že sovraštvo do islama. A ne? Edini, ki sme tolmačiti islam, je musliman. Zdaj pa seveda za nas je pa en problem. Ti imaš muslimana, ki živi v Ljubljani in sprejema demokratične vrednote. Imaš pa ti muslimana, ki je pripadnik in zagovornik ali celo vojak, džihadist, islamistične države, Al-Kaide ali podobnih organizacij. Ja, pa on tudi pravi, da je musliman. In v imenu tega islama on počne zločine. Se pravi, treba je razumeti, zakaj nekdo, ki pravi, da je musliman, živi tako, kot živimo mi, drugi pa nasprotno hoče na vsak način uničiti zahodno civilizacijo oziroma vse, ki drugače razmišljajo. Tudi drugače razmišljajoče muslimane. No in na vse te stranpoti tega prebujenega razmišljanja opozarja Shapiro in pokaže, kako se je to že razširilo v njegovem času, pač to je zdaj nekaj let nazaj, v Ameriki sami in se iz Amerike izvaža po celem svetu. Zakaj je toliko jeze v ljudeh zdaj v tem času? Shapiro denimo zapiše, ka niti nogometne tekme ne moremo gledati skupaj, ne da bi se prerekali o primernosti protestiranja, ne recimo žvižganje sodnikom, pa takšne stvari, med igranjem državne himne ali gledati televizijske oddaje, ne da bi se spustili v razpravo o zastopanosti žensk. In če še pridam jaz slovenski moment, v Sloveniji mislim, ka ni mogoča razprava kjerkoli, da ne bi, ne vem, po pol ure prišli na temo domobranstva ali pa trenutno Janeza Janše, ne. Zdaj, če hočeš razburiti vse okrog sebe, rečeš samo Janez, sploh ni treba več Janša. Zakaj je tak srd v ljudeh? Pa to, ko sva že se prej malo tega dotaknila, nekoč se je spoštovalo, prisluhnilo drugemu. Danes pa nimaš niti pravice mnenja povedati, ki je rahlo drugačno od mainstreama. Ja, glejte, danes dejansko vsak živi v nekem svojem mehurčku ali pa v tej svoji skupini, ne, skupinici in se ima za absolutno prav. Mi imamo prav, nihče drug nima prav. Mi čutimo tisto, kar je treba, naša usmerjenost, naš pogled so tisto, ki bo rešilo človeštvo. Seveda, zdaj pa človeštvo je za te ljudi samo enako misleči. A ne? Vsi drugi so ne ljudje.
Vsi drugi nimajo zato, ker ne mislijo tako kot oni, nobenih pravic. A ne? In so lahko kvečemo tiho, mi pa smo edini, glavni, mi smo špica človeštva. To je ta problem, ne? In potem, zakaj bi oni, ki so tako silna avantgarda, sploh prisluhnili drugim, če imajo drugi že a priori narobe, če se drugi a priori motijo. In to je razlog, zopet, ne, delujemo iz našega izhodišča, da smo mi, naše čutenje, da smo mi absolut in da smo mi absolutni. Ne znamo se relativizirati. Veste, relativizirati ne pomeni samo to, da nimaš verjetno vsega prav. Relativizirati pomeni vstopati v relacije, vstopati v odnose. Ti si v navezi, si v zavezi z drugimi. Če vzamemo, zdaj, ko sem rekel v navezi, tisti, ki grejo gor v hrib, plesajo, pa so v navezi. Življenjsko so odvisni drug od drugega. Vsak ima, denimo, različno politično prepričanje, različno versko prepričanje ali neversko, različne izkušnje za seboj, ampak vsi bojo maksimalno dali od sebe, da na tisto težko steno preplezajo, ker je od vseh v enaki meri odvisno preživetje. In zdaj, če bi se mi zavedali, da kot človeštvo ravno tako smo v navezi, življenjsko odvisni in plezamo skozi čez zelo nevarne prepade in stene in da je v skupnem interesu, da to preplezamo. Potem bi dali na stran tisto, kar nas ločuje in videli cilj. Moramo preplezati to steno. Zdajle, na primer, je ta stena medicinska, je COVID. A ne? Skupaj bi morali združiti vse moči. Pa nas, ko ste omenili Slovenijo, pogledajte, kaj se dogaja. Za razliko od drugod po Evropi. Pri nas bo pa del politike, dobro, zdaj se imenujejo KUL, pa ne vem kaj vse, a ne? Mimogrede, jaz sem se vedno smejal, ker ta KUL, ne, po francosko, Q pomeni zadnjico, ne, piše se pa CUL. Tako da, glejte. Kar dobro. Ja, no, poimenovanje je pravilno, bi jaz rekel. Ja. No, ampak kaj delajo, ne, kaj delajo? So v navezi, rešiti se moramo iz stene, ki se imenuje COVID, oni pa vrv režejo. Ja, jaz ne vem, če je to razsodno. Se bojo tudi oni padli, ne? Saj virus ne izbira, ne? Ja. Ja. No, tako da težava je, ker se drug pred drugim zapiramo. Tukaj mogoče bi pa, ne, seveda omenil, prej ste rekli, Shapiro je konzervativen. Jaz bi rekel, on ves čas to presega, saj si prizadeva za dialog, ne? Ampak kaj se mu dogaja? Levičari a priori zavračajo dialog, oni, recimo hecno je, gospod ima menda 5 otrok, če se prav spomnim, je pravoverni Jud. Kaj so mu učitali levičari? Učitali so mu, da je antisemit. Koliko bo en Jud antisemit, če je še zraven pripada tisti veji pravovernega judovstva. Ščepico na glavi, brado, ne vem kaj vse, a ne? In drugo, tako kot, na primer, drug primer bo zdaj dal. Isto, levičarji v Franciji, 2 velika pisatelja, Boalem Sansal in pa Kamil Daoud. Ne vem, če ni celo Daoud nekaj prevedeno v slovenščino. No, alžirska pisatelja, oba se imata za muslimana, ampak sta skrajno kritična
do teh stranpoti islama. In poglejte, v Franciji, kdo jih je napadel? Poleg tega, da so že njihovi imami izrekli fatve, pa jih obsodili na smrt. Kdo jih je še napadel? Levičarji. Obsodili so jih, dva muslimana so obsodili islamofobije. A ne? Zato, ker sta kritična. Zdaj si pa vi predstavljajte, da bi, dam na rekovaj, levičarji, takrat jih še ni bilo, obsodili Voltairja, ker je bil kritičen do krščanstva. Jaz mislim, da ga bi, če bi takrat živeli. Ja, če bi takrat bili levičarji, bi ga, jaz ne vem. To je nekaj čudnega. Tudi zdaj s tem... Ko iščeš, poskušaš razumeti ta pojav, mu ne prideš do konca. Recimo bom tako rekel, Bog je velika skrivnost, en del evropske levice, pa ameriške, pa zahodne levice, je pa še večja skrivnost. No, mimogrede, ker levica ni vsa enaka. Bivši francoski predsednik, socialist Hollande, je povedal, da ni možna nobena sprava z multikulti levico, ker je izključujoča. Da se ta univerzalistična, odprta levica, ki jo Hollande predstavlja, pa francoska socialistična stranka, oni ne morejo pogovarjati z multikulti levico, ker je tako strahovito izključujoča. In tudi, zanimivo, za to multikulti francosko levico, reči, da si Francoz, je v bistvu nekaj slabega. Je že nacionalizem. Ja, medtem ko normalni levičari reče, ja, smo Francozi, zagovarjamo pa socialistične ideje. Odkot pa to nespoštovanje do vseh dosedanjih spoznanj, do razuma in etične opredelitve? Nam knjiga da odgovor na to? Ja, seveda daje. Jaz sem vzel eno knjigo, tule svojo. Islam in znanost. Zakaj? Pa bom začel malo po ovinku. Alexandre Moati je eden od francoskih znanstvenikov, inženir, ki pa seveda razmišlja veliko tudi o odnosu do sodobne znanosti in ugotavlja, da različna gibanja v islamu zanikajo sodobno znanost. Pravijo, v Koranu ni nič od znanosti in moderna znanost je proti Koranu, zato je nesprejemljiva. Drugi, nasprotni pol, pa pravi, vsa znanost je v Koranu, noter je tudi vse o računalnikih, komplet informatika je noter, vsa kvantna fizika je v Koranu, sam problem je, tega nismo odkrili, da je v Koranu mi muslimani, ampak so mimo Korana odkrili kristjani. V redu. Tako imajo oni, vidite, dvojni pogled na znanost in govorijo, imamo islamsko znanost, ki je povezana z Allahom, in imamo zahodno znanost, ki je zgolj človeški produkt. Tu imate vi milijardo 500 milijonov ljudi, ki jim njihovi učitelji dopovedujejo, da prava znanost je islamska znanost. Zdaj, kaj to pomeni, se med seboj še ne morajo zmeniti. Istočasno pa poglejte Iran. Nobene koranske znanosti ne uporablja, ko izdeluje atomsko bombo. Uporablja to, kar je pogruntal Einstein. Poleg tega, da imajo Jude za najhujše sovražnike, pa jim grozijo z atomsko bombo, uporabljajo pamet, dosežke enega Einsteina, ki je pač bil Jud. Bog pomagi, Allah, kdorkoli že. Zdaj pa enaka miselnost, vidite, je pa v teh balončkih, recimo skrajni feminizem. Pravi,
To je patriarhalna znanost. To je moška znanost. Ženska znanost je čist nekaj drugega in moramo vedeti, da so stvari bolj kompleksne in da 2 in 2 je lahko 4, lahko je pa tudi 5 ali 6. To je zdaj ideološko, ne, češ kao znanstveniki so bili do zdaj moški in zdaj je proti moškim treba sesuti to znanost. Drugi rečejo, Afrika ima svoje poglede, svoje razumevanje in ima afriško znanost. A veste, zdaj se bomo vse to razdelili. Jaz pred kakšnim tednom sem bral Dawkinsa, ki ga poznamo pri nas, ko še Bog prevara, je naslov knjige. Je pa možakar tudi znanstvenik, ne? In na moje veliko presenečenje v Spektatorju piše en dolg članek. Znanost je znanost, ni ne leva, ne desna, ne moška, ne ženska, ne črna, ne bela. Pravi, zdaj se pa grejo kar neki pametnjakoviči, da 2 in 2 je lahko 7, če pa ni 7, je pa 8, lahko je pa tudi nič. Pravi, to ne gre. Ne? In kritika znanosti je vsekakor upravičena, ampak mora priti iz znanstvenih krogov, mora biti takšna, da se da preveriti, ne pa, da se meni nekaj zdi, a ne, in potem bo to že kar znanost. Tako, in potem se recimo, če se navežemo na sedanji trenutek, zgodi, ko nekdo reče v Sloveniji, ker se ne bo cepil s Pfizerjevim cepivom, zato ker sta ga iznašla zakonca, ki sta Turka. Ja. Kljub temu, kaj živite v Nemčiji, ne boste, ne? Ja, seveda. To so te čustvene reakcije, ne? In potem pa, zdaj se pa vseeno moram vrniti k temu, ker si rekel prej, ker je bila znanost do sedaj moška. To pač ne drži, ne? S temi izjavami mi v bistvu zametujemo vsa prizadevanja feministk, ki so si res prizadevale za neko enakopravnost žensk, to ne moramo zanikati, tudi ne z krščanskimi argumenti, ki tudi vedno niso pravi, ne? Ampak vemo, na Einsteina je zelo vplivala in marsikatere izračune mu je žena Mileva zračunala, potem Madame Curie, za marsikaterim pisateljem, Nobelovcem vemo, da je ženska stala, pa je mogoče celo pisala tiste tekste, tako da to je res malo preveč, tako prepoceni so te zadeve, ne. Zato res drži to, znanost je znanost. Zdaj, kdo pa je zadaj stal, seveda, to so bile velike krivice, ki so se dogajale ženskam, se niso mogle podpisovati pod dela, ampak ne pomeni, da niso bile soustvarjalke, ne. Gotovo. Tako da. Zdaj pa ne vem, bi še se dotaknila tega, kar tudi Shapiro poudarja, da je trend današnjega časa vzgojno prigovarjanje odraščajoči mladini, da so njihova čustva pomembnejša od racionalnega dialoga in tovrstnega preverjanja mnenj naša glavna oziroma bistvena težava. Glejte, šola, ne, schole ali pa ocium po latinsko, je to bilo, kako bi rekel, zabavno, ne samo zabavno, ampak tako prijetna izraba časa. In prijetna izraba časa je bilo bistriti Ne? Iz tega je nastala schole, so bile te razne grške filozofske šole, miselne. Ne? Šlo je bistriti in tudi danes bi šola to morala biti. A veste, za čustva, za funkcioniranje hormonov, za vse to poskrbi narava. Bistrenje uma je pa posebna, pa bi vztrajal tem pri grškem, prijetna dejavnost, ki pa se dogaja načrtno, programsko in
ni samo po sebi umevna. Poglejte, govorimo, če gremo nam najbližja civilizacija, islamska, ne, kaj so njihove šole? Njihove šole se imenujejo koranske šole, kjer se oni učijo na pamet Koran. In najbolj cenjeni so tisti, ki znajo na pamet cel Koran. To je približno to, kar jih nekako motivira pa zanima. V okviru judovskega grškega izročila je pa razmišljanje, bistrenje uma. In to je tisto, kar je najprej ustvarilo zahodno civilizacijo, kar je potem cel svet popeljalo naprej. In mi se ne moramo zdaj temu odpovedati. Oziroma, če bomo zdrsali nazaj, ne samo, da se bomo kaj na pamet učili kot v koranski šoli, ampak da bomo rekli, samo čustva so važna, samo čustven razvoj je pomemben, potem smo mi popolnoma izven hrbtenice zahodne civilizacije in tudi sodobnega človeštva. Potem se ne moramo nič več smeniti, pa bomo prišli v, rečemo, mednarodnih odnosih, povsod zgolj na raven odnosov džungle. Vsestranskega pobijanja in uničevanja. Zmagal bo tisti, ki je močnejši, in tisti, ki jih je več. In jaz ne morem tega na noben način razumeti, kako ti skrajni levičarji, če rečemo, ne morejo razumeti tudi ti si danger, pa ne vem, LGTBQ, ki ne vem koga izpustila, nekaj potem bom že spet ne vem, karkoli. Zakaj ne morejo razumeti, ker če bo šel ta trend še naprej tako, samo na čustva, bodo oni prvi izgubili glas. Ker ne vem, v islamskem svetu, kdo v islamskem svetu lahko razlaga o izbiri spola, ne? Naj bo potovkla. Ja, in bodo prve žrtve na koncu. Tako da naša rešitev je spet na teh dveh temeljih. Etični, ki prihaja iz judovsko-krščanskega izročila in se izkristalizira v Jezusovem križu. Skrb za zavrženega, odgovornost za zapostavljenega, pomoč bolnemu, nemočnemu. To je etični vidik. In pa racionalni vidik, kako narediti to pomoč, to skrb najbolj učinkovito. Tega ti pa noben drug ne bo povedal kot pamet. In potem tudi ne bo izključevanj takšnih in drugačnih manjšin. Noben si ne more pomagati, če pride na svet velik, majhen, zelen, rumen, bel, črn, vidi, ne vidi, sliši, ne sliši, takšna ali drugačna usmerjenost. To je tu. Gre za to, a smo sposobni to integrirati ali ne. Zato pa moramo imeti etični temelj, moramo imeti racionalni temelj. In potem bomo vse te čustvene pripadnosti pa doživljanja zmogli vključevati. A se nam mogoče vse to dogaja zato, ker nam je pravzaprav prelepo, živimo preveč v ugodju, ali kot pravijo nekateri zgodovinarji, da so doslej vse sofisticirane generacije, civilizacije izumrle? Jaz ne vem, zveste, to je. Jaz ne bi rad, da bi se to zgodilo naši civilizaciji. Mene bo preživela, o tem ne dvomim, čeprav se želim dolgo živeti in da mi bo dobro na zemlji. Ampak zaradi otrok, pa zaradi vnukov, zdaj ko gledam, čist z druge perspektive, ker sem svoj čas, si ne želim neke civilizacijske apokalipse. Včasih si se mislil, v redu, če pa zahodna civilizacija, zahodni človek noče živeti, če sami sebe demografsko ogrožamo, če sami sebe vrednostno, razumsko ogrožamo, nas pa naj pobere.
Zdaj si pa želim, da bi tudi moji otroci imeli eno prihodnost in otroci njihovih otrok, da bi te vrednote, ki jih je iznašla zahodna civilizacija na podlagi krščanstva in, kot pravi Shapiro, tudi Grčije in Rima, in so danes nekako skupno dobro že kar vsega človeštva, da bi se to naprej razvijalo, ne. A se bo ali ne, pa jaz ne vem, ne. Tako kot zdaj kaže, je gotovo naš vrednostni sistem na zelo hudi preizkušnji, ne. V bistvu se nam dogaja, ali pa se nam bo zgodilo, tega se pa recimo jaz bojim, da bomo postali v svoji sredini manjšina, ne. Ti v Sloveniji, recimo v Ljubljani, ne smeš več biti Slovenec, ponosen Slovenec, ne, zdaj že vprašanje himne pet in tako naprej. Tudi kot ženske se počutimo slabo, ker nam ne dovolijo biti ženske. No, konec koncev, da ne bova preresna, ne, tudi kakšnih komplimentov ženske ne dobivamo praktično več. To je že tako nek seksizem, pa... Ja, nadlegovanje, in ne vem kaj. Ja, se to je narodna reč, ne. Jaz moram reči za sebe, ne, da popolnoma razumem, da nekatere šale, ki so bile na račun žensk ali na račun blondink, se mi danes tudi zdijo nesprejemljive, mislim, deplasirane. Mnoge šale na račun žensk sem že včasih zelo težko prenašal, ker sem takoj pomislil na mojo mamo ali pa na moje sestre, ne. Zdaj pa še težje, ker imam same punčke, ne. In si tega ne želim. So pa seveda tudi šale, ki so prijetne in pa tudi moramo reči, ne, jaz sem tudi slišal včasih v kakšni ženski družbi take šale na račun moških, da sem se kar za glavo držal, ne. Tako da je to nekaj teklo, ne, ni bila tak huda občutljivost. V redu, zdaj prav je, da smo občutljivi, da stvari ne grejo čez eno mejo žaljivosti, ne, ampak drugače pa, veste, če bomo zatrli humor je pa vedno na svoj račun, na račun svojega okolja, neizogibno, ne, ja. Če se še vrneva za konec nazaj k Shapiru, eden od recenzentov je zapisal, da če je moč Shapira v medijski konfrontaciji z levičarji in libertinci, pa je njegova knjiga enotirni monolog, v katerem umanjka prav dinamika spopada idej. Ja, to lahko očitaš vsakemu avtorju, ki se spusti na področje idej, ne, pokaže neko stvar. Glejte, na pravi strani zgodovine pač pomeni, da je poskušal pokazati, kaj je motor zgodovine. In rečemo, govori o tem motorju, ki je krščansko-grški. Če bi pa zdaj hotel govoriti, kaj poganja druge, ne, bi pa to postal en tak debel špeh, da ga noben ne bi vzel v roke. Mislim, da je tukaj prepuščeno bralcu, da bralec nekako sam ob njegovem branju dobi neki vpogled v eno izročilo, civilizacijsko, in sam načenja razmislek, en miselni dialog z tistimi, ki v njegovem svetu prihajajo z drugačnimi idejami, ali pa ki te judovske, grške, krščanske, rimske ideje sesuvajo. Torej, to, na čemer stoji zahodni svet. Mi smo tisti, ki lahko vzpostavljamo dialog naprej. Se pravi, bi lahko sklenila knjiga, ki vznemirja, a obenem vabi in sili človeka k razmisleku.
Ja, sili k razmisleku in seveda tudi k dialogu, ne? Tudi dialogu, odprtosti za druge. Dobro je, da vemo, kje stojimo, da razumemo svoje izhodišča in da na podlagi teh izhodišč gremo med druge in se razumno, argumentirano z drugimi soočamo, polemiziramo, iščemo skupne točke, ugotavljamo, kaj vidimo različno, drugače in se vprašamo, kje pa bi lahko prišli skupaj. Ampak to je poziv k dialogu in je tudi odskočna deska za dialog. Ja, dialog je pa že nekaj, kar zahteva napor, ne? Seveda. Niso več dovolj čustva, pa tisto, kar tebi samo paše, ne? Ja, in najbrž se nam tu zalomi, ne? Ja, zahteva, da sebe relativiziramo, da se nimamo več za absolute. Absolut pomeni tisti, ki je nevezan na karkoli, in ki ni v komunikaciji z ničemer, ker je samozadosten. Kolikor se odpovemo samozadostnosti, smo že sposobni vstopati v dialog. Jaz upam, da sva s tem pogovorom uspela nagovoriti tudi tiste, ki mislijo drugače in bodo morda vzeli v roke to knjigo. So knjige, lahko rečeva za konec, knjige tiste, ki pomagajo na tej poti k razmisleku, pa k dialogu. Ja, bom obrabljala frazo, knjiga je naš prijatelj. Glejte, jaz sem tako rekel, praktično vsaka knjiga. Jaz sam iz izkušnje vem, da sem največ dobil iz tistih knjig, s katerimi se nisem nič strinjal. Sam, tiste knjige so me prisilile k razmisleku, k preseganju do sedanjega znanja, vedenja, delovanja, premišljevanja. Če se vrtiš samo v svojem krogu, samo okoli svoje osi ali osi svoje skupine, ne boš daleč pričal. In zato je, bi rekel, nekako zlato pravilo inteligentnega človeka, da bo vedno prisluhnil tistim, ki drugače razmišljajo od njega. Feuerbach je rekel, filozof, materialist, kritik krščanstva, je rekel, da se rodi človek, sta potrebna dva. Da se rodi ideja, sta potrebna vsaj dva. Se pravi, če hočemo, da pride do idej, da pride do nekega miselnega napredka in razvoja, potem je nujno, da se soočamo. In kot vemo, otroka ne morete narediti dve ženski ali pa dva moška. Če drugo ne, mora biti vmes kak laboratorij. Se pravi, tretji. Ja. Tako pa za ideje. Če hoče biti liberalec, razgledan liberalec, levičar, razgledan levičar, desničar, razgledan desničar, mora brati, poznati, se mora pustiti oploditi od drugačnega. In to je naloga knjig. In jaz mislim, da ta knjiga to poslanstvo dobro opravlja. Tako, gospod Ocivirk, hvala lepa za pogovor. Hvala vam, da ste prišli zdaj sred te epidemije. Jaz sem jo že imel, COVID, tako da zdaj gre samo za prehlad, se opravičujem, da se vmes kašljal. Upam, da nam v slovensko okolje pripeljete še kakšno dobro knjigo. Ja, omenil sem že Toma Hollanda. Srčno si želim, da bi to knjigo dobil v roke slovenski bralec. Ker, če mogoče še zaključimo z eno drugo mislijo, te knjiga je tudi, kot pravi Brecht, orožje, ne?
zdaj, ki smo radi tako razboriti, ne, vzamemo jo v roke, ne, se pravi, ampak orožje v tem smislu, da ti da argument, da ti da municijo, ne da ubijaš, ampak da lahko nekaj dobrega delaš. Ne? No, da je to zelo res, bom pa še povedal izkušnjo. Ko sem še v Parizu študiral pa predaval, sem potem vedno, ko sem šel domov, pripeljal kakšne knjige za teološko fakulteto in pridem na mejo, kaj imate, nimam nič, ne, razen knjig, ja, kakšne pa odprem, kaj pa je to, sem rekel, ja, to je o Bogu. Opa, je rekel, to pa ima policija čez, je rekel carinik. In smo šli na policijo, ne, to je bilo v Jugoslaviji še, vsako knjigo, imel sem jih za 3000 mark, to je veliko knjig bilo, cel prtljažnik ozadnji, vsako knjigo je vzel v roke, kaj pa ta knjiga o Bogu? Je pa kaj, saj tudi ona bila o Bogu, samo ena o Bogu lage, saj ko ne, lejte, to je napisal ta, to je pa napisal ta, je malo drugače. Bi rekel, režim se je strašno bal knjig, ne, jugoslovanski. No pa vidite, ker so ljudje vseeno brali različne knjige, ne samo tiste, ki je režim priporočal, je režim padel. Tako pa tudi neumnosti se podirajo, če imajo ljudje dostopa do različnih pogledov na svet, različnih razumevanj in ta knjiga k temu pripomore.